Zbrane je ob praznovanju 26. občinskega praznika na slavnostni seji občinskega sveta občine Puconci nagovoril Uroš Kamenšek, župan občine Puconci, ki se je obenem iskreno zahvalil občankam in občanom za izkazano zaupanje na volitvah za prevzem tako velike odgovornosti. Občina Puconci praznuje svoj 26. občinski praznik, najpomembnejši praznik vseh občank in občanov. Zato je tudi prav, da praznujemo vsi. Bistvo vsakoletnega snidanja ob občinskem prazniku je stisk rok, odkrit klepet, obuditev preteklosti in načrtovanje prihodnosti. Občinski praznik je praznik vseh občank in občanov. Občina Puconci je po besedah župana v prejšnjih letih zapisala dobre zgodbe o uspehu in župan je poudaril, da so občani navkljub različnim krizam, ki vsakodnevno pestijo občino, lahko ponosni na njen razvoj. Kamenšek se je v svojem nagovoru dotaknil tudi občinskega proračuna in pri tem povedal, da je bil proračun občine Puconci za leto 2023 usmerjen predvsem v investicije. Občinski proračun za leto 2023 je bil zelo investicijsko naravnan. V začetku leta smo intenzivno pripravljali projekte in dokumentacijo potrebno za izvedbo le-teh. Žal nam je že v spomladanskih mesecih narava pokazala zobe in niti slutili nismo, kaj nas čaka v nadaljevanju leta. Letošnjega poletja ne bomo hitro pozabili. Priča smo bili katastrofalnim dejanjem narave, ki je pokazala svojo moč nad človekom. Zajela so nas neurja in obilne padavine. V naši občini smo zabeležili skupno čez 1,5 milijona evrov škode v smislu sanacije in popravil. To je za našo občino velikanska škoda. 2 milijona evrov smo vložili v izgradnjo in rekonstrukcijo lokalnih cest, javnih in gozdnih poti ter ostale nujne pripadajoče infrastrukture. Zaključuje se projekt nadgradnja vodovodnega sistema B, v sklopu katerega občina Puconci zagotavlja lastna sredstva v višini dobrih 270 tisoč evrov. Poleg tega je občina vložila malce več kot 170 tisoč evrov tudi v financiranje priklopov gospodinjstev na javno vodovodno in kanalizacijsko omrežje. Veseli me, da bomo v roku enega leta imeli celotno občino pokrito s širokopasovnim omrežjem. Prav pri izgradnji širokopasovnega omrežja je veliko polemik. Dogovorjeno je, da bo celotna trasa povrnjena v prvotno stanje. V občini Puconci z velikim zadovoljstvom lahko povejo, da so v zaključni fazi izbire izvajalca za gradnjo novega vrtca pri osnovni šoli Puconci, tako da bodo že za letošnjim letom pričeli z gradnjo. Celotna investicija je vredna preko 3,6 milijona evrov in predstavlja eno največjih investicij v zgodovini naše občine. Kamenšek je v nadaljevanju navedel še nekaj načrtovanih projektov. Prav tako smo v zaključni fazi izbire izvajalca za izgradnjo kanalizacijskega omrežja v Vaneči, katere vrednost investicije prve faze znaša 2,1 milijona evrov. V pripravi imamo tudi že projektno dokumentacijo za sanacijo plazov. Projekt sanacije plazov bo zelo obširen in pa finančno tudi temu primerno visok, zato brez pomoči države občina vseh sanacij sama ne bo mogla izvesti. V občini so letos zaradi odziva na nastale nepredvidene situacije že dvakrat pripravili in sprejeli rebalans občinskega proračuna, s katerim so zagotovili finančna sredstva za odprte projekte in ostale stroške. Največji izziv občine pa predstavlja priprava občinskega prostorskega načrta. Priprava hidrološko-hidravlične študije je v zaključku in bo konec tega meseca poslana v recenzijo na Ministrstvo za naravne vire in prostor. Po potrditvi bomo nadaljevali potem s pridobivanjem mnenj z željo in ciljem, da bomo v naslednjem letu lahko končno sprejeli občinski prostorski načrt. Upam in želim si, da bomo naleteli na proaktivno sodelovanje vseh uradnikov na ministrstvih tam daleč nekje v Ljubljani. Slavnostni govornik na slavnostni občinski seji občine Puconci je bil dr. Uroš Lipušček, novinar in politični publicist.
Lipušček je v svojem nagovoru občanom občine Puconci za 26. občinski praznik iskreno čestital in spregovoril o njegovem pogledu na Prekmurje in njegovo zgodovino ter o razvoju občine in Goričkega. Prekmurje je kot ena od slovenskih pokrajin versko najbolj mešana. Med katoličani, ki so večinsko prebivalstvo, živijo strnjeno evangeličani, po domače luterani in še nekatere druge verske skupnosti. Na tem ozemlju, ki ga sedaj označujemo s Prekmurjem, so se v zgodovini križali različni interesi. Tu so plenile in požigale vojske različnih držav, v spomin so se zapisali predvsem turški vpadi in oborožene skupine raznih upornikov. Iz spleta zgodovinskih, ekonomskih, političnih in kulturnih razmer je vzniknila dejavnost enega največjih prekmurskih protestantskih piscev Štefana Kuzmiča, šolnika, pastorja, pisatelja, prevajalca in narodnega voditelja, ki je bil rojen v Štrukovcih v Bodonski Fari. Njegova najbolj znana dela, kot sta Mali slovenski katekizem in abecednik, so na enostaven način posredovala temeljna spoznanja nove vere in pomogla k ohranjanju protestantizma med ogrskimi Slovenci. S Kuzmičevim prevodom novega zakona je prekmurščina postala zanimiva tudi za slaviste, poleg tega pa so bile njegove knjige glavna podlaga za nadaljnjo rast slovenstva na Ogrskem. Po njegovi zaslugi se ogrski Slovenci niso stopili z Madžari in niso pozabili na svoj jezik. Gledano iz Ljubljane je Goričko kljub avtocesti skozi Prekmurje še vedno dokaj oddaljen kraj. Decentralizacija in policentrični razvoj sta ostala bolj ali manj pri besedah in obljubah. Mednarodno uveljavljenih podjetij, kot je bilo nekdaj podjetje Mura, še vedno ni dovolj, da bi Prekmurje lahko doseglo ustrezen tehnološki preboj in se vrstilo med najbolj razvojno naravnane slovenske regije. Upam, da bo naš razvoj kljub zapletenim mednarodnim okoliščinam in poplavam ter neurjem, ki so nas prizadela, v prihodnjih letih hitrejši, kot je bil doslej. Ob prazniku občine Puconci je župan Uroš Kamenšek podelil priznanja in nagrade občine Puconci ter priznanje župana. Veliko zahvalno listino občine je prejel Karel Žekš iz Pečarovec za dolgoletno in požrtvovalno delo na področju gasilstva, kulture, športa in rekreativnega turizma ter lokalne skupnosti. Kulturni program sta obogatila zasebna glasbena šola Virtuos in člani mlade folklorne skupine iz kulturno-turističnega društva Moščanci. Pot slovesnosti se je nadaljevala v Beznavce, kjer je potekala otvoritev ulične razsvetljave in novega nogometnega igrišča ter pogostitev.